Režiser, koscenograf, snemalec, montažer Miha Erman in igralka Ines Šimunič. Pozdravljena. Jaz bi začela kar z vprašanjem, kako v bistvu je prišlo do ideje snemanja filma. Miha, vem, da ti tudi živiš v Berlinu, je bil tukaj tudi kak avtobiografski moment ali pa zanimanje recimo za to temo migracij in sodobnega nomadstva? V bistvu ne, šlo je samo za povabilo skupine Bit na Mun, Huda ponor. Da se naredi, iskali so režiserja, da v okviru njihovega projekta, ki se ukvarja z migracijo žensk, da se naredi nek film in so me povabili in se mi je zdela tema zanimiva. In smo potem celo stvar zakomplicirali do tega filma, kakršen je sedaj. Se pravi, v bistvu nekako osnovna želja je prihajala iz skupine Bit na Mun. Kaj pa se je tebi zdelo, ko si recimo sodeloval z njimi in snemal film, ki je po svoji formi v bistvu precej specifičen, skratka gre za nekaj delno plesni film, delno dokumentarni film, igrani film. Kaj se ti je zdelo v bistvu ta vloga plesa v odnosu do teme migracije? Zakaj je v bistvu ta, mislim, si videl tukaj neke korespondence ali pa neko, ne vem, ja. Ja, absolutno se mi je zdelo možno v tisti začetni fazi narediti neko navezavo. Obenem je šlo za to, da je bila to sama osnova projekta in želja punc. Delali so tudi skupaj na koreografiji, že preden sem jaz pristopil k projektu in potem sem jaz z njimi na koreografiji delal, da smo jo prilagodili filmu in nekako tematiki, čeprav je bilo težko, predvsem zaradi tega, ker se je sam scenarij delal, v bistvu ni bilo jasno. V bistvu jasna je bila neka tematika, ki je bila pa tako široka, da smo skozi cel proces, skozi cel projekt, celo leto delali tudi na scenariju, ga ožali in iskali tisto, kar bi se dalo. Tako, kje bi se dalo povezati ples s filmom, kot tudi nekako v sami široki temi najti tisto, kar bi nas zanimalo oziroma kjer bi se lahko soočali s tem na nek kompetenten način, ker smo se zavedali, da ne bomo imeli denarja za neko strokovne sodelavce, ampak se pravi, ne bo šlo za nek strokovni dokumentarni film, ampak bo treba nekako drugače pristopiti. Tako da tukaj v bistvu tudi stopa tam neka moja osebna poetika oziroma moj oseben pristop do filma, ki je pripomoril do tega rezultata. Ines, kako si pa ti mogoče v bistvu vstopila v ta proces snemanja filma in koliko je recimo tega, kar vidimo, koliko bi lahko mogoče rekla, da izhaja tudi iz tebe ali pa iz neke osebne izkušnje, koliko pa je bilo čisto sledenje scenariju? Zdaj jaz sem tudi članica te skupine, Bit na Mun. V bistvu smo mi plesalci in da mogoče malo odgovorim na prejšnje vprašanje. Ti premiki in gib in mi smo nekako iz teh prostorov in tega prišli do migracij. Tako da to, da je to plesni film, je zaradi tega, ker smo mi plesna skupina. Ja, jaz sem bila v bistvu povabljena z njihove strani. Mi je bilo, kar prepustila sem se Mihi, neka moja osebna, ne vem, če je kaj osebnega v tej zgodbi. Midva sva kar snemala in ne bi mogla reči, da razen podobe, da je kaj mene osebno v tem filmu. Zakaj pa mogoče vas je prav ta tema zanimala, migracija in še posebej v bistvu migracija žensk, ki se nekako proti koncu filma bolj izkristalizira, medtem ko na začetku recimo gre za neko tematizacijo sodobnega nomadstva in recimo predvsem o nekih fleksibilnih poklicih in sodobnih pogojih dela, se mi zdi, da proti koncu
se izostril v bistvu ta pogled na to, kaj pomeni biti recimo ženska nomadka. Zakaj vas je mogoče to zanimalo? Mislim, zdaj težko govorim, zakaj točno nas je to zanimalo. Mi smo prišli do migracije čisto preprosto iz nekega našega procesa. Pred projektom smo se veliko pogovarjali o teh prostorih, mogoče malo zaradi krize in tega, ker je to zelo aktualna tema bila v tistem času, so mogoče tudi neke osebne zgodbe bile. Smo pa vseeno bolj tako malo filozofirali pa to, kaj to je prostor, kaj so ti prostori, ali so to neki zunanji prostori, ali so to neki notranji prostori, na tak način, mogoče če povem eno istočnico. Boris Vian, Pena dni, tam naprimer pač Chloe zboleva in se njeno stanovanje krči. To je ena taka, mogoče malo prispodoba, o čem smo mi najprej razmišljali. Kak je bilo pa potem, pa boljše, da Miha kaj pove. Zakaj pa ste recimo se potem odločili za te lokacije, ki se na koncu znajdejo v filmu Berlin, Istanbul, to sem prepoznala, ne vem, če je bilo še kaj drugega. Ja, Berlin, Istanbul pa Ljubljana. Pač projekt je nekako slonel tudi na sodelovanju oziroma pač pogoji so bili tudi partnerji, ki so bili iz Istanbula. Tako da to je že v sami osnovi projekta se je pač vedel, da se gre v Istanbul in da se bo tam snemal. In pač po drugi strani tudi smiselno se mi zdi, pač, mislim, ideja z moje strani je prihajala pač tudi skozi neko tematizacijo prostorov, kjer dobimo pač z Istanbulom dobimo neko pač, da tako kot je Ljubljana, neka tranzitna država, je tudi Istanbul na svoj način in oziroma še bolj. In smo hoteli pač neko raznolikost prikazati pač do te mere, kot smo jo lahko, ker pač nismo se pa mogli zdaj po svetu seveda sprehajati in iskati pač to raznolikost, ampak se mi zdi, da z Istanbulom smo zadost daleč pač po naših zmožnostih prišli. Kako je bilo že vprašanje? Ja, glede lokacij. Zdaj se pravim, tako skozi ples, skozi koreografijo, skozi gradnjo koreografije smo pač prilagajali, pač iskali prostore, ki so primerni sami posamezni koreografiji. Kar se pa ostalih delov tiče, kjer Ines nastopa, je pa ja, pač mi smo šli smo v Istanbul in smo sproti snemali, tako kot je rekla prej Ines, ne. In malo smo tudi računali, da bomo skozi to lažje prišli do nekega scenarija, ker se je scenarij pač gradil skozi sam proces, ker pač ni bilo nemožno, pač, ja, ni šlo drugače, ker ni bilo zadosti jasne ideje v samem začetku, kam se gre. Jaz sem pač kot režiser, ko prideš k projektu, rabiš nekaj časa, ne, da pač sploh vidiš, v katero smer peljati, in meni sama tematika ženske migracije ni bila zadosti blizu in tudi kot moškemu avtorju je bilo še toliko težje, še toliko več časa sem rabil, da sem v bistvu našel tisto pravo smer, kamor sem zmožen iti in kamor smo zmožni iti skupaj. No, glede lokacije bi lahko jaz dodala to, da mi je bila ideja čisto neka osnovna ta, da slučajno se je pojavljalo, pač v družbi je bilo tako, da so recimo te zahodni svet več ni bil ta promised land, ne, te obljubljene dežele zaradi krize so postajale Turčija, Portugalci so v svoje kolonije začeli se preseljevati, bolj je bilo to, zato je bil Istanbul neka taka zanimiva, ker prej je bilo tako, da so iz nerazvitega sveta šli v Evropo, zdaj se pa dogaja ravno obratno, ne, in tu nam je mogoče bila ta Istanbul neka istočnica, ki se je pol pač tudi poklopilo malo, ne. Mogoče zdaj, ko si imeli recimo te neke konkretne ekonomske, politične premike v zadnjem času, v filmu je recimo neka taka, na neki točki nastopi neka ta v bistvu problematizacija tega, kako sam fenomen migracij ni v bistvu
se ne da govoriti o tem nasplošno, pa gre za neke zelo konkretne, recimo konkretne zgodbe, za neke konkretne razlikovanja, glede na to, koliko je nekomu omogočena mobilnost, nekomu drugemu manj, glede na spol, razred, raso, etnično pripadnost in tako naprej. Po drugi strani pa se mi zdi, da tako v filmu še vedno to ostaja na neki abstraktni ravni, ta govor o migracijah. Skratka, gre za problematizacijo te konkretnosti, hkrati pa v bistvu se ne izkristalizira neka konkretna zgodba nekega migranta ali migrantke. Recimo, ste se mogoče s tem ukvarjali, zakaj ste se tako odločili, recimo? Kdo bi o tem? Predvsem zaradi tega, ker je pač brez nekega strokovnega ozadja je to pač za moje pojme nemogoče pač se lotiti take teme in to je precej široka tema. Usporedno z potovanjem v Istanbul in pač z kreiranjem koreografije se je smo snemali pač čisto zvok pač intervjuje. In smo jih napravili v bistvu kar precej, okrog 40, in smo pač, to nam je bil tudi v bistvu nek temelj za pač kasnejši ali analizo ali pa pač za sam scenarij, ne, in tako smo se pač težko je zajeti v bistvu tukaj nek strokovno osnovo za scenarij, zaradi tega je pač prišlo tudi do tega, smo izluščili najboljše, kar smo lahko in se pravi, nismo imeli nekih strokovnih sodelavcev, ki bi nam sestavili pač to neko tematiziranje, tako da ne vem, pač mogoče to. Je mogoče na tej točki kako vprašanje iz občinstva ali pa kak komentar? Če ne bi jaz še vprašala, v bistvu konec koncev ti intervjuji pa so nek tak pester kolaž, se mi je zdelo, v bistvu ljudi, ki imajo neke osebne izkušnje z migracijami in po drugi strani so tudi neke, recimo neki ljudje, ki se s tem ukvarjajo mogoče na neki znanstveni ravni ali pa teoretski ravni. Kako ste prišli do tega, do sogovornikov? Bilo je v bistvu več načinov. Ena stvar so pač te delavnice in pač potovanje v Istanbul, kjer smo sodelovali z pač dvema, mislim, da neodvisnima organizacijama, oni so nam pač pomagali priti do nekih ljudi. Potem šlo je za neko predavanje na FDV-ju, kjer smo pač najdeli neke sogovornike. Za nekaj smo se pa pač odločili čisto po našem poznavanju, tako Milhačič, Hladnik, Kova kot Mojca, no, pač se poslabo. Ja, na različne načine, no, ni šlo zdaj za nek sistem, zdaj bomo pa... Predvsem nam je bilo v bistvu, iskali smo tako v bistvu sodobne migrante, se pravi v bistvu ženske, ki potujejo, ki niso nekako locirane na eno mesto, in pač tudi strokovne sogovornike, tako da pač je šlo za nek zelo random kombinacijo. Film je namreč del enega večjega projekta. V tem projektu je bilo zamišljeno 5 delavnic smo imeli, posnemali smo te intervjuje, da bi imeli neko osnovo za vsaj malo dokumentarnega žanra, ne? Ker mi smo vseeno artisti in naš osnovni namen je bil, da bi zdaj to neke realne, neke osebne izkušnje nadgradili z nekimi plesnimi vložki, z nekimi z gibom, ker tudi gib je premik in smo to malo tako poskušali zapakirati v en paket, zdaj pa koliko pa je pa to uspelo pa. Kaj pa mogoče imate kakšne plane glede tega, kje bi film se prikazoval oziroma ja, kakšni distribuciji je namenjen ali pa kakšnim, ja, kakim drugim festivalom ali pa kinematografom? Ja, plan je seveda iti na festivale, nekaj se prijavlja.
Pa v bistvu zaenkrat je to. Na začetku je bil tudi nek interes po, mislim, da na FDV-ju, da bi se prikazoval tudi v bistvu v nekem smislu kot nek študijski film, ki naj bi ga študentje videli in pač jaz mislim, da je film premalo strokoven za nekaj takega, tako da se pa naprej nismo pogovarjali. Tako da ja, pač festivali, to je to. Je mogoče zdaj kako vprašanje ali pa komentar? Bi vidva kaj dodala še? Ne. Sicer bi se vam zahvalila za ta pogovor in za film. Nadaljujemo pa kratko.